Dober dan, spoštovani in dobrodošli na LMŠ-jevem četrtkovem kanalu ob 18. Zdaj že kar ustaljen termin. Lotevamo pa se aktualnih tem, kakopak, času primerne. In z velikim zadovoljstvom in pravzaprav spoštovanjem pozdravljam našega današnjega gosta. To je dolgoletni novinar, urednik, dopisnik z domala vsega sveta, predvsem pa z Južne Amerike, Karibov, Italije, Vatikana, Afrike. Poročali ste tudi iz vzhodne Evrope. Skratka, novinar, celo življenje, praktično 50-letno novinarsko kariero ima gospod Tone Hočevar za seboj, pa seveda še ni odložil, da če rečem peresa, ne bo malo narobe, ker najbrž ne pišete več s peresom, ampak še vedno ste vpeti v novinarstvo. Zato bova seveda govorila o čem drugem kot o medijih. Jaz sem imel to čast, da sem delal kar nekaj časa v istem mediju kot naš današnji gost Tone Hočevar. Urejal sem tudi isto oddajo, TV Dnevnik na nacionalni televiziji, žal pa, tako kot je to urejal tudi Tone Hočevar, ampak žal v različnih obdobjih. Nisva se srečala pri tem delu, kar mi je lahko na nek način žal, ker sem prepričan, če bi to počela skupaj, da bi se jaz zelo veliko lahko takrat od vas naučil. Ampak ne glede na temo, ki sva jo izbrala za današnji pogovor, tema o medijih v Sloveniji, o svobodi medijev, o podrejanju medijev, je vsekakor pereča in pomembna za današnji čas, ampak zbudili smo se v dramatično jutro, v srhljivo dramatično jutro. Ste, gospod Tone Hočevar, tudi iz Ukrajine kdaj poročali? Ne, nikoli. Iz Rusije sem, iz Gruzije sem, z vzhoda, iz Ukrajine pa nikoli. Te pa vsekakor dober poznavalec globalne politike, tako da današnjemu dnevu primerno bi vas za začetek vendarle vprašal, kako vidite to dogajanje, kaj se dogaja, kaj lahko pričakujemo, nas mora biti vse skupaj v Evropi strah. Vsekakor nas je lahko strah, zdaj, če ne bo nasprotna stran, kar pomeni tudi mi, skratka, v zahodni svet naredil kakšne usodne napake, potem najbrž ne v tem primeru bodo žrtve samo Ukrajinci. Jaz se bojim, da bo Putin tako nepredvidljiv, kot je, že danes ali v nekaj dneh izpeljal, kar je hotel. Jaz upam, da bo Zelenskega saj živega pustil, ampak mislim, da bo zamenjal kompletno vodstvo, postavil svoje marionete, povedal, da je rešil Ukrajino pred, nacisti in ne vem kom še vse, in lepo zavladal in bo meja že spet na poljski meji, sovjetska meja, mislim, ruska. Ruska meja praktično na meji Evropske unije, tako črn scenarij napovedujete. Ja, jaz mislim, da tja. Sem se zadnjič pogovarjal, ker glede na to, da sem bil dopisnik v Rimu, me še vedno povabijo na debate, ki jih z novinarji organizira Opus Dei, cerkveni Opus Dei. In smo se pogovarjali z glavnim šefom te katoliške, vzhodne katoliške cerkve Uniatov v Ukrajini, in je mesec recimo je rekel, če mu ne bo uspel zamenjati Zelenskega in cele garniture, pa bo pa res udaril Putin. Ampak ko bo udaril, bo pač hotel se znebiti vseh, ker jih je postaviti svoje, zato pa hoče, da se vojska razoroži, da bo tudi njih se rešil, ker točno ve, da seveda Evropa ne bo storila nič, ker točno ve, da tudi Amerika ne bo šla
streljati, ker bi bila to svetovna vojna in mu bo črna zgodba, ja, ampak jaz se bojim, da se bo, in najbolj grozen pa je, da se bo seveda v tem primeru zgodila najboljša varianta, ne najslabša, ne, za Evropo in za svet, ne. Da, tako kot se je s Kube takrat potegnili Rusi rakete, pa so rešili, ne, tle pa očitno ni šlo tako, bojo pa zamenjali vodstvo, postavili svoje. Zdaj se samo še tam nekdo pojavi, ki jih bo povabil, ne jim pomagajo. To lahko nekako paralelo vlečemo zdaj, morda s tistim obdobjem, ko je srbski predsednik Milošević govoril o tem, da morajo Srbi živeti v eni državi. Tudi to, čeprav je tle seveda širši problem. Ne? Putin je človek, ki objokuje smrt Sovjetske zveze. Ne? Vsak nam posebej, kot imperija ruskega. Ne? Naj bo carska ali sovjetska, saj ni bilo velike razlike. Ne? Sistem je ostal isti. Ne? Prej je bil carski feudalizem, pol je bil partijski kapitalizem državni. Ne? Tako da velike razlike ni bilo, in da jim je pol vse skup razpadl. Ne? Ko so, in zato zamerijo, tako grozno zamerijo Gorbačovu. Ne? Oni so mu zamerili, takrat, to sem pa takrat že snemal, ko je Gorbačov še bil, ne? Na oblasti, pa so mu že zamerili, da pelje k razpadu Sovjetske zveze. Ne? In zato njega namarajo, ne? Zlasti ne te elite. Ne? Zdaj druga stvar je z ljudmi, ki pa itak ne vejo, zakaj gre. Če zdaj preideva na to temo, ne, zaradi katere sva se danes sedla v ta studio, je pa ena zanimivost, pa je tudi povezana z današnjim dogajanjem, midva pa tukaj govoriva o nekakih pritiskih na medije v Sloveniji, ne, zlasti na javne medije. Ne. Zgodilo se je namreč to, da predsednik vlade Janez Janša, ki bi moral odpotovati v Ukrajino, ne, pa seveda dogajanje to preprečilo, je imel ob vsem tem, kar se danes dogaja, vendarle toliko časa, ne, da je okrcal nacionalno televizijo prek Twitterja in imel pač pripombe, namesto da bi se na primer ukvarjal, kako spraviti iz Ukrajine predhodnico vladne delegacije, ki je zdaj tam, ne, praktično ujeta v Kijevu in ne more domov, je komentiral ravnanje nacionalne televizije danes, kako malo skrbi posveča. Jaz vam samo tako za ilustracijo povem, kako slabo spremlja današnje dogajanje v Ukrajini, češ da na prvem programu, ne vem, ima nek film, na drugem ne vem kaj, na tretjem pa prenaša Medvedovo komisijo in kakšna sramota je to. Nenavadno, ne, za nekega predsednika vlade v času, ko ima seveda vlada mnogo skrbi, tudi zaradi dogajanja. Ampak on bi morda lahko rešil še krizo, če bi tja prišel pravočasno. Ne? Ne vem. Ja, tudi jaz ne vem, ampak pomislil sem, ne? Če bi vendarle prišel pravi čas, bi morda še preprečil. No, ampak to je dobro, to je hec, ne? Ampak kar zadeva pa program te najne bivše hiše, ne? Se pa mal moram strinjati s predsednikom vlade, čeprav tega tvita nisem videl. Namreč od jutra, ko se je to začelo, ne, sem gledal rusko televizijo, ameriško, angleško, italijansko, špansko, vsi so imeli v živo, tako kot smo mi imeli nekoč, ne, mi smo, ko je bil Afganistan, ko je bil Irak, ko je bilo karkoli po svetu, jaz se spomnim, smo čepeli v studiu in komentirali in se klicali, povezvali na tej isti televiziji. Ne. Danes sem seveda te prvi pritisnil v Ljubljano, a ne, zjutraj. In je bila oddaja Dobro jutro iz Maribora, kuharska ali karkoli je že bilo, skratka, nihče ni rekel A. Ne.
In potem je bila ura 8 in nihče ni rekel, nihče ni nič se oglasil, nihče ni prebrati poročila ob takih prilikah, seveda ni nič. Ne. Nekoč bi ta ista televizija, nekoč pa ne mislim zdaj, da ko smo bili pa mi mladi. Ne, to je bilo v vseh teh letih, ko se je dogajalo veliko stvari, ne, je ta televizija reagirala, ampak takoj, ne zvečer, takoj, v živo smo šli, to se najbolj spomnite. Vsekakor se spomnim, vsej paradoks je ravno v tem, jaz seveda sem politik. Nočem kritizirati zdaj teh kolegov, enostavno se je nekaj tam ustavili, enostavno ni nihče odreagiral, a se zdaj drugače razmišlja, ampak vse televizije, ne vem, največ poslušam Raj, ker sem navajen, ker sem bil tam toliko leta. Na Raju je glavna direktorica Raja sedela enih 5 ur v studiu in vodila oddajo, sam še tista trenirka je manjkala, ki sem jo imel jaz včasih. Glejte, sej paradoks te kritike, ne, jaz sem politik, pa se bom pač vzdržal te kritike, čeprav se seveda dobro spomnim vseh izrednih situacij, ki smo jih kdajkoli doživljali in kako je nacionalni radio in televizija, kako sta v takih trenutkih reagirala in takrat seveda tudi vzpostavila največjo kredibilnost. Takrat v kriznih trenutkih so ljudje preklapljali na nacionalni radio in nacionalno televizijo. Paradoks tega je, da je pravzaprav zdaj nedolgo nazaj praktično bila pozamenjana vsa uredniška garnitura, torej z žegnom te vlade, ne, tudi posredno tega predsednika vlade, ne, in odtod sta kritika po eni strani današnjega dogajanja na televiziji, ne, po drugi strani pa se so sami nastavili te urednike. Ampak se tam je še kdo, ki bi se vendar lahko spomnil, da je to dogodek svetovnih razsežnosti. Ne mislim zdaj, jaz nisem politik, ne, ostajam na novinarski strani, jih ne kritiziram teh kolegov po tej plati, jih pa kot profesionalce, ki bi morali danes zjutraj, ko je prvi od njih odprl radio in bi ga moral najkasneje o 5 zjutraj, tako kot smo vedno delali, bi seveda moral leteti in bi šli v živo. Ne. In bi vsi prileteli, namreč edina hiša, ki ima dopisnike še v Sloveniji, nekoč smo imeli mi dopisnikov ogromno, Delo je imelo dopisnike po celem svetu, Dnevnik jih je imel ene par, Večer jih je imel še včasih, Primorski dnevnik jih je imel še, danes ima samo še RTV, in oni bi imeli, jaz sem to pričakoval, zdaj bomo pa imeli, ne vem, od Moskve do Vladivostoka pa do Washingtona, Odmeve pa žal jih ni bilo, pa res nočem zdaj nikogar enega drugega, ampak mislim, to je ogromen aparat, ker ne vem, ki se je zataknil. Jaz sem bil en od tistih, ki so bili zanč, ki so se odzvali po vabilu na tisto zborovanje, ki so ga imeli novinarji. Na koncu sem ugotovil, da sem edini, no pol sem videl še Ladija Ambrožiča tam, nikogar od te starih ni bilo, pa smo bili povabljeni, vem, da smo bili. In sem videl, da so imeli seznam podpisnikov tistega pisma. Manjkalo je samo 9 ljudi. Od vseh zaposlenih jih je manjkalo 9. Ja, ne more biti zdaj pa čez en mesec tako drugač, da tega ne razumem. Res ne, no. Saj lahko, da sem manjkali so ljudje, ki zdaj odločajo. Ja, vem, da so. Teh 9 zdaj odločajo. To je bilo v bistvu tisti zbor novinarjev pred hišo, ko se je tudi programska schema spreminjala. Ja, takrat, ja. Zdaj se zdi zanimivo, ko sva že pri, seveda jaz sem bil prepričan, da bo beseda nanesla na nacionalno televizijo, saj sva oba tam delala, tudi čustveno sva še vedno navezana na to hišo. Meni je ta hiša dolga leta dajala kruh. To je hiša. Jaz sem tam začel pred 53 leti. Zakaj se mi zdi zanimivo, da je bil takrat utemeljevanje
te uredniške skupine nove z novim vodstvom Televizije Slovenija, da želijo na pot BBC-ja s to spremembo programske sheme. Ne. Jaz sem si to pot BBC-ja vselej, tudi mi smo imeli to željo nekega približka BBC-ju, ampak ne na način, da premečeš malo oddaje po programski shemi, ne. BBC je nekaj več. Zdaj je bil en predlog, ki je bil, jaz sem ga dobil, so mi ga poslali, sem videl, da sem nekaj izgubil. Vem, da so bili Boris Bergant, pa Lah, pa še ne par je bilo podpisanih tam. Izjemno dober predlog, ne vem, če je do vas prišel za nov zakon o RTV-ju. Za nov zakon o RTV-ju, poznam ta predlog. No, tam je cel kup dobrih predlogov, ne? Sam ne vem, kje se je to zgubil. A to mora jeti čez politiko, ne? Vsekakor. Oni so to profesionalci naredili, jaz mislim, da to je seveda stvar potem v nadaljevanju parlamenta, seveda stvar politike. No, ampak vse v tem je problem, ne, ko govorim zdaj o teh primerjavah, ki so jih dajali, ne, da se bodo na ta način približali BBC-ju, ne, približek BBC-ju je nekje drugje. BBC je popolnoma, vi boste pa verjetno potem lahko tudi na primeru Raja nekaj podobnega najbrž povedali. Verjetno so nijanse, ampak popolne neodvisnosti od politike. Ne. BBC ima svoj svet, v katerega se politika niti slučajno, ne more vtikati. Ne. Mi imamo zdaj situacijo, ko program stranke, zdaj v tem primeru seveda vladajoče stranke tekmovale, kako bodo napolnile programski svet. Ne. Ravno to je po mojem trdnem prepričanju ves čas velika napaka, ne, da v programskem svetu sedijo ljudje, ki jih direktno tja postavi politika in zagovarjajo tam seveda parcialne politične interese, pač interese in programe svojih strank, ne pa programa nacionalnega radija in nacionalne televizije. V tem je paradoks tega zvrnenega pogleda na približevanje BBC-ju, če bo še eno oddajo zdaj z prvega na drug program vrgel na prednjači pri tej primerjavi, seveda programski svetnik Slavko Kmetič, ki bi nekoč sindikalist na Slovenskih železnicah, zdaj eden izmed večjih poznavalcev ne samo RTV, ampak seveda tudi BBC-ja in podobnih javnih RTV postaj po svetu. Ne. Delite to mnenje z mano, mislim, da je edina rešitev v tem primeru popoln, ampak res popoln umik politike. Ne, to je absolutno že skozi. Ob vsaki politiki je to treba uveljaviti, ob vsaki, ker ni politike na tem svetu, nobene oblasti na tem svetu še ne poznam, ki ne bi poskušala vsekakor vplivati na dogajanje na teh državnih, javnih medijih. Povsod skušajo prevladati in v vseh obdobjih. Ampak to ne pomeni, da res prevladajo in da imajo res absolutno besedo. Ne misli, da v Veliki Britaniji Johnson ali pa pred njim drugi niso nenehno poskušali in še poskušajo pod komando. Povsod je to. Jaz sem tudi živel v krajih, kjer je bilo to tudi absolutno pod komando, na Kubi. Nekaj let sem bil na Kubi, kjer absolutno nisi izvedel ničesar, ampak ničesar o tem, kar se dogaja v državi, čez medije. Tako da poznam te razmere, kar dobro. Tudi še v kakšni drugi državi sem bil. Tudi v takih, ki so imeli krasne medije, v Nikaragvi recimo, ko je bil Somoza, so imeli še perfekten tisk, zato je ubal on Chamora, in s tem se je sprožil takrat tega leta tečejo, tega 40 let. Ampak, ko so pa sandinisti prišli na oblast, moji prijatelji, res prijatelji še odprej, tako sem jih poznal kot kolege novinarje, recimo, pa tako sem jih poznal, osebno, ne politično prijatelji. Ko so prišli na oblast, je bilo kar naenkrat
tega konc. Oni čez noč niso več imeli medijev. Pa je Ortega še dan danes na oblasti. On je tisti, ki je vse ustavil takrat. In še danes. Vsi te moji prijatelji pa kolegi so šli pa seveda ven. Vse to se dogaja nenehno in povsod, če jim uspe. Ne vem, že v Peruju pred pol stoletja sem doživel državni udar, prejšnji dan so mediji bili taki, drug dan so bili drugačni in sem moral vse še enkrat delati cel program snemanja, iskati ljudi okoli za pogovor, tudi kolegov ni bilo več v mediji, s katerimi sem se prej pogovarjal. Skratka, to se dogaja po celem svetu, tudi v Ameriki. Ampak hec je v tem, da moraš to seveda ustaviti. Italijanom je uspel na Raju z organizacijo Raja, ki je tudi potem, ko je padel Berlinski zid, je tista organizacija razpadla. Tam so imeli prvi, pa drugi, pa tretji program. Prvi je bil demokrščanski, drugi je bil socialističen, tretji je bil komunističen. Pa so si nekako delili, pa je imel vsak svoje komentarje. Pol je pa padel Berlinski zid, Američani niso več plačali Italiji zato, da se je igrala demokracijo. Prej so Američani plačevali sistem. Demokristjani so dobili največ, socialistom so dali drugi porcijon, zato da so podpirali demokristjane, in komunistom, da so se igrali opozicijo, in to močno opozicijo, so tudi čez državne jasli dajali toliko denarja, da je tisto, kar je Moskva dejala, bilo samo za Tringelt. Drugače so pa vse Američani, ko pa njih ni več zanimali, kako bo to izgledalo, pa ne se oni sami rihtajo, ker niso več se tepli z Rusi čez Italijo, je tudi propadlo. In kar naenkrat pol ni bilo več prvega, pa drugega, pa tretjega programa na ta način in so morali vse še enkrat delati, tudi mi bi lahko se tako učili, od njih bi se pa res lahko učili. Jaz zelo dobro sodelujem z Rajem še dan danes in se zelo dobro zastopimo, pa moram reči, da me enkrat niso vsebinsko, pa ustrelim lahko kozla ali pa kaj pametnega pripovedujem, skratka, zelo odprto se pogovarjamo vedno, tudi o Italiji, če je treba, ne samo o naših, ne vem, od njih bi se pa res lahko učili. Seveda se tudi tam tolčejo, pa med sabo, pa stranke razpadajo, se spet sestavljajo, pa nekoga srečaš, ki si ga prej poznal iz te stranke, pa ga drugič misliš, da se pogovarja z istim, pa sploh ni samo, pa konga je ista, človek je pa čist drug, ker je šel v drugo barvo. Ampak skratka, normalno gre to še vedno naprej. Seveda, se tudi sam spomnim, sem bil kar nekaj let tako urednik notranje politike na nacionalnem radiju in pozneje tudi urednik notranje politične redakcije in gospodarske redakcije na nacionalni televiziji. In vedno sem rekel, seveda, da je težnja politikov vselej nekako poskusiti vplivati na to, kaj bo v končni fazi objavljeno, predvsem na nacionalni televiziji. Radio je bil vselej, ni bil tako zanimiv, kar je krasna hiša, ker se da po eni strani logično. Pa politikom ni bilo nikoli toliko do tega, da bi se kazali na radiju kot na televiziji. Da je kdaj tu in tam kdo poklical, pa mu ni bilo všeč, da je bil v eni oddaji nekdo, ki njemu ni bil všeč, ampak gre za nek sistemski pogled na nacionalno RTV, ko naprimer ta oblast, ki trenutno obvladuje Slovenijo, nacionalno RTV hišo pojmuje kot državno, ne kot javno, torej kot servis za lakiranje velikih uspehov te vlade, kjer ni prostora za popolnoma nobeno kritiko. V tem vidim problem in po drugi strani ukinjajo nekatere oddaje, ki
še vedno na nacionalni RTV skušajo nastavljati zrcalo politiki. Eni in drugi in tretji in četrti, ne. Nekatere oddaje izginjajo z programa, nekatere se selijo na druge programe, češ da bodo s temi prijemi povečali gledanost. Mislim, da je resnica nekje drugje. Nekatere oddaje so očitno preveč gledane. Tiste, ki morda delujejo normalno kot nek javni servis in nastavljajo ogledalo oblasti, kar je osnovno poslanstvo javnega servisa, ne, so očitno preveč gledane, da zginjajo z programa. Zelo verjetno, ja. Ampak ne vem, ni mi več jasno, kako se mislijo z tega skopati, pa kdorkoli bo potem, ker to bo treba enkrat spet nazaj postaviti, ne. En od kolegov, zdajle, ki so se poslavljali od svojih programov, vem, da je ena od kolegic imela eno dobro iskrivo, druga je imela drugo iskrivo, tretje lepo povedal, bomo še nazaj prišli na normalen čas, ker ta oddaja je bil, ki je od 82. leta, Zrcalo tedna. No, 100 sem dobil ene par tistih, kaj so bili že tiste nagrade včasih? Viktorji. Ja, no, ene tedenske Viktorje so včasih še dali, se spomnim, pa letne, pa tak. No, in to je bila oddaja, ki smo jo delali grozno zavzeto in je bila res, luštno je bilo delati, ne. In zdaj se je ukinili, oziroma preložili nekam drugam, od leta 82 do zdaj je imela isti termin in to se ljudje navadijo, ne. To ni kar tako, da no, pogledajte, sej tudi volilne oddaje, ne, predvolilne oddaje, soočenje in to bodo selili na drugi program, čeprav so seveda ljudje 30 let vajeni, da so te oddaje na prvem programu, ne. Argument je, da se bodo ljudje pač navadili, ne. Po drugi strani pa dobiš občutek seveda, da želijo te oddaje oddaljiti od ljudi. Ja, ne bojo se navadili, seveda se ne bojo navadili, ker tega se ne navadiš. Seveda, preden bodo to našli, bodo volitve, ne. Ja, še 3 volitve bojo vmes, ne, preden se ljudje navadijo na recimo drugi ali pa tretji program. Ker to so že nekoč v 70. letih, takrat, to se vi novite spomnil, ko je Popit zavzel politiko slovensko, ne. Tiste je bil zanimivo obdobje, včasih primerljivo, morda s sedanjim, ne, ko je Popit prevzel je nekatere urednike naše, mi smo bili takrat mulci, ne. Tako da samo približno se spomnim so nekatere, Marijo Cerkovnik pa še koga, preložili na drugi program, ne, ker češ, zdaj te bomo tam odložili, na koncu so bili to najbolj sposobni uredniki, ki so se spet, so si izborili svoj čas in pozornost, ampak za to rabiš leta, ne. Ampak zanimivo, no, zdajle sem se spomnil, glih tisto obdobje je bil, ko je Popit, ko so zamenjali Kavčičevo, Popitovo obdobje je prišlo po Kavčičevem, a ne, je bilo tako. No, in takrat je bilo malo podobno na televiziji, se mi zdi, kot je zdajle. Mi, ki smo bili mulci, so nas več ali manj pustili. Primer pa smo delali, kar so nam rekli, približno, ne. Ampak vsekakor so nas redakcijo, direktorju pelali pa tako, da nas bojo prepričali, da je njega treba pa nagnati, ne. In so bili prepričali, da bomo te, ki so to hoteli narediti, pustva imena, ker eni so še živi, pa so čist drugačni, ki so bili takrat. No, in so bili čisti sebe, ko mi, ki smo bili takrat te novinarji, ki naj bi roko dvignili, da se draga znebijo, smo bili proti, ne. In je pol tisti, ki je ta udar delal, je udaril po mis in je rekel direktorju, pa jaz odstopam, pa šel. Ne, ampak ne vem, kako je pa zdaj, kdo pa zdaj odstopil. Ja, generalni direktor ponuja odstop. To je dobro. Ampak, ko ste omenili to obdobje 70 let, seveda, jaz sem bil premlad, da bi takrat te zadeve vedel, jaz sem prišel na nacionalni radio leta
80, torej ja. kot v prvem letniku fakultete in tam tudi ostal potem dolga leta, ampak menda so bili še tam v 70-ih letih ali po zgodnjih 70-ih letih je menda obstajal tudi nek cenzor, ampak mar nimamo zdaj, Seveda je obstajal cenzor. Seveda imamo zdaj ponovno uvedenega cenzorja prek vladnega urada za komuniciranje, ker zamislite si, meni je to nepojemljivo, da nek uradnik, vladni uradnik, tedensko objavlja analizo posameznih prispevkov in seveda uči kozjih molitvic urednike in novinarje na nacionalni televiziji, radijskih, ne vem, če se sploh lotevajo, kaj je v posameznem prispevku narobe, kaj manjka, kdo bi moral še v tem prispevku nastopiti, kdo ne bi smel nastopiti. Nepojemljivo za današnji čas. Jaz se sprašujem, mislim, da bi to naprimer lahko nek vladni uradnik počel na BBC-ju recimo, in da to uradno objavljajo in na ta način. Da vem, tega tudi nisem vedel, ker tega pa res ne spremljam takih. Ampak to je tedensko zdaj objavljeno že kar nekaj časa, seveda nehigienično popolnoma, da nek državni uradnik to počne. In kakšen refleks seveda to lahko tudi povzroča, ne nazadnje tudi pri novinarjih. To je ta problem te samocenzure. Če nekdo nenehno pritiska nate in stoji za vratom in kljuva po malih možganih, podzavestno prihaja do te samocenzure. Vse to se dogaja verjetno tudi v kakšnih privatnih medijih, ker se bojijo ljudje za službo. Jaz si predstavljam, da bi se tudi najbrž, pa je samo cenzura pri marsikaterem mediju. Ne vem, predvidevam, to sem spremljal bolj v tujini kot pri nas, ampak se spomnim, ko smo mi gledali te zahodne medije kot Indijo Koromandijo, pol si pa prijatelj s kolegi, ki tam delajo in ti pravijo, kako si ti svoboden, pa prav dej, in te upozori, kako pa njega držijo že spet. Seveda, ko govorijo o privatnih medijih, težko govorijo o neki absolutni svobodi samega medija. Je pa drugače, seveda je drugače. Seveda je pa bistvena razlika, ko govoriva o javni radioteleviziji. Javne hiše, mislim hiše, pa ne mislim zdaj une javne hiše, ne v bordelih, govorimo o javnih medijskih hišah. To je pa pri nas predvsem RTV, se je v bistvu drugega javnega medija, imamo še kakšnega? Ja, imamo seveda tudi Slovensko tiskovno agencijo, o kateri bi potem kasneje še spregovorila, ker se mi zdi tudi izredno pomembna točka, ko govorimo o tej nameri te vlade. Sej predsednik vlade pravzaprav svoj program, kar zadeva odnos do medijev, spisal že takoj po prihodu te vlade na Gregorčičevo, v tistem famoznem spisu Vojna z mediji, pa kuhanje žabe in tako naprej, kjer je seveda zanikal, da vojna z mediji sploh obstaja, torej da bi on kdajkoli lahko vodil vojno z mediji, je pa hkrati v tem dopisu, v tem spisu ravno napovedal vojno spet, tako kot že za časa prve Janševe vlade med 2004 in 2008. A je to tisto, ki so bili še labodji spevi? Ne, to je bilo zdaj po nastopu te vlade aktualne, ker je natančno tudi opisal in seveda bičal RTV in STA. Torej, program je ves čas javno objavljen na spletni strani vlade, koga se bodo lotili in ta program tudi uresničujejo. To moram imeti pa res prebrati. Jaz sem čist premal inštruiran in seznanjan z marsičem. In ta program zdaj tudi uresničujejo, se so navedli, sam predsednik vlade navedel not RTV in STA in tako se potem scenariju tudi dogaja. No, jaz vidim, kaj se dogaja v resnici, nisem pa teh. Ja, vse je bilo napovedano. Na televiziji zgodilo, da so me enkrat pohvalili, čist slučajno nekje v eni družni, kako sem jaz
fajn naredil eno serijo njih oddaj, v skladu z neko delo ali pa že kakšno knjigo, z nečem, kar so modrovali v 4. nadstropju. In jaz nekaj časa gledam, sem rekel, kakšen dokument je to bil? Ja, tisti, ki smo ga tako dober. Jaz sem rekel, meni ga nihče ni niti omenil, nikoli ga nisem prebral, jaz sem te vdaje naredil, predvsem verjetno še preden ste vi kaj pripravili, ampak sem se pa držal smernic, ne, so rekli, ja, pa se nisem, ne, ampak so me vse glih pohvalili. No, ker je še ena mantra, ne, se drži tega odnosa, če še ostaneva za hip zdaj pri javnem mediju, ne, to je ta mantra uravnoteženosti, ne, ki jo seveda pojmujejo pravzaprav drugače, kot to vidi novinarska stroka, ne. Dej, uravnoteženost, ne, je, seveda v novinarskem prispevku smo vselej stremeli in sem prepričan, da tudi zdaj stremijo za tem, ne, če nekdo nekaj pove, navede neko dejstvo, ne, ki lahko sproži kakršnokoli polemiko oziroma odziv, ne, je popolnoma normalno, da ti ta odziv poiščeš in ga seveda tudi objaviš, ne, in seveda vselej stremiš za tem, da je to v istem prispevku in da so ta mnenja. Ampak vidite, ta oblast prek sedanjih odločevalcev na RTV-ju to uravnoteženost ne vidi na način podajanja dejstev, ampak levo in desno, ne, politično uravnoteženost. In to potem pride do takšnega absurda, da delijo novinarje na leve in desne, ne, da utrip, ko je bil, jaz ne vem, a zdaj še sploh bo, pa je tudi ena taka legendarna oddaja. To je bila legendarna oddaja, ja. Da je uravnoteženost na drugem programu. Da je uravnoteženost, če je, ne vem, enkrat levi utrip, pa naslednji vikend pol desni utrip. To je največja neumnost, kar si lahko spomniš, ne. Jaz se spomnim nekaterih časnikov, ki so imeli mehiški sloviti Excelsior, je imel na leve komentarje, na desni desne. Tako 2 strani so imeli, ne. In so se pol fantje hecali, vem, smo skrbli na kavi, ne, pa sta se dva, ki sta pisala levo pa desno, za isto številko, pa sta se tam zmenila, o čem se bosta skregala. Ampak to je bilo profesionalno, še zmeraj narejeno, ne. Ker sta se v bistvu, ne, kdo se v koga od njih norca delal, ne, pa deva se tako zmeni, da vam midva pametno zgledala, ne. Ampak to ni politika, to je bila politika Cajtinga, kjer sta se dva igrala, ne. Medtem ko ne, seveda ne moreš ti deliti na levo pa na desno, ali je prispevek ali pa komentar dober ali pa ni dober, a boš ti dal vanga pro in kontra in levo in desno, pa to predstavu ali pa ne boš, ne moreš biti pa, ker če imaš ti leve pa desne novinarje, pomeni, da hočeš imeti leve in desne politične marionete. A je to? A sem prav razumel? Tanko. No, to približno se je meni. Veste, sem bil urednik svoje čase, ne, nikoli mi ni prišlo na misel, ne, da bi novinarje v redakciji delil na leve in desne. Pa se je približno včasih tudi vedel, kakšnega svetovnega seveda si videl, pa se vse. Ne. To je pa res vse. Ampak to seveda za eno profesionalno novinarstvo nima popolnoma nobene zveze z nekim profesionalnim novinarstvom, ne. Torej, da bi zdaj leve novinarje oziroma ljudi, ki razmišljajo morda bolj na levo, ne, pošiljal na leve dogodke, ene pa na desne. No, če je profesionalc, je v bistvu čisto vse eno, ali ga nese malo na levo, ali ga nese malo na desno, bo ravno tako poskušal napisati, kar se da objektivno. Absolutno. To mi je bilo pa kot uredniku zmeraj čisto vse eno. No, tudi meni, ne, ampak pogledajte, zdaj to se pravzaprav dogaja, ne, tukaj zdaj pred našimi očmi. Ja, opažam, ja. Zdaj, jaz bi seveda tisti, ki nas spremljate, bi vas povabil, če imate morda kakšno vprašanje ali pa kakšno mnenje za
predvsem seveda za našega spoštovanega gosta, Toneta Hočevarja. Že na začetku sem ga predstavil kot dolgoletnega novinarja, poročevalca, dopisnika iz tujine, velikega poznavalca zunanje politike in seveda predvsem novinarja z veliko začetnico, z več kot 50-letno kariero, ki je to delo opravljal preprosto profesionalno, torej profesionalno, brez nekih političnih spon, ne? In ugotavljava oba skupaj, tudi jaz sem bil kar nekaj časa v medijih, da pravzaprav kakorkoli zdaj govorijo o tem, kako politika je pritiskala, ni pritiskala, ne. Jaz moram reči, da kakšnih takšnih pritiskov v svoji novinarski karieri nisem občutil. To, ko sem prej omenil, da je včasih kakšen politik pametoval ali pa tudi celo poklical, ne, ampak za banalne stvari. Veste, nekoč je želel nek politik, imeli smo neko pogovorno oddajo, bil v režiji in je želel me na telefon, ker je očitno imel kakšno pripombo na tisto, kar se je dogajalo v tej pogovorni oddaji v studiu, ne. In sem takrat samo rekel tajnici režije, ne, da če še enkrat poklical, naj mu pove, če še enkrat poklical, da ga navede v špici oddaje, ne. Kot soavtorja. Kot soavtorja in seveda ni več poklical, ne. Ampak zdaj očitno niti ne kličejo, ne, saj zdaj pravzaprav je agenda... Ne vem, jaz sem že toliko časa v pokoju. Agenda vladajoče politike popolnoma jasna, ne. Zdaj je to treba samo še izvrševati. Podprto z navodili Urada za komuniciranje, s temi cenzorskimi posegi vsakotedenskimi za vsakodnevne oddaje in te stvari tečejo. To je tako približno kot pri podrejanju, političnem podrejanju policije, ne. Seveda je logično zdaj, ko so stvari postavljene in so pravi ljudje na pravih mestih, ki bodo poslušno izvajali neko politiko, ne, da ne bomo mi ministra s kakšnim papirjem dobili, z nekim uradnim dokumentom, da je nekaj ukazal. Saj mu ni treba. Saj mu ni treba. Stvari so popolnoma jasno. Ko ti postaviš prave ljudi na pravo mesto, da bodo izvrševali neko politiko, ne, kakšnih zelo podrobnih navodil niti več ne potrebujejo, ne. Sistem deluje. Verjetno. Že kar sam od sebe, ne. No, jaz prej o cenzuri, pa o tem sem se še nečesa svojega tacga podobnega spomnil, ko sem bil Tanjugov dopisnik in nisem bil po volji, to je bilo konc 80-ih že, ne, 85, 86, 87, ko se je v Beogradu že podrl, ne. Takrat so pa znali pritiskati tako, da ti niso recimo plače pošiljali, ne. Tudi ti niso nič zahtevali, ne. Dobro, pa zahtevali so, da pišeš lepo Fidelu Castru, recimo. In ker nisi, so te že kako kaznovali. Ni dolgo nazaj, ko smo imeli pri nas ta primer. Saj vi ste prej dobro potegnili neko približno paralelo v 70-ih letih, ne pa zdaj, ampak to smo imeli zelo podoben primer v primeru Slovenske tiskovne agencije, ne. Ja. Ni denarja, ne? No, ne daš denarja. Ti se bilo pa res hudo. In jaz bi zdaj pravzaprav res morda nekaj besed še, da spregovoriva pred koncem oddaje o Slovenski tiskovni agenciji. Sicer bi morda zdaj pogledala, ker imamo... Eno vprašanje je tam, ne? A pogledava? Vprašanje, ja. Dejan Stanko vas sprašuje, vas, gospod Hočevar, ki ste bili delov dopisnik iz Rima. 16 let, ja. 15-16 sem bil, ja. In pravi, da kot dopisniku iz Rima vam je blizu Italija, sta vam blizu Italija in Vatikan, kot ste izjavili, Vatikan je na milijon načinov vpleten v italijansko politiko, veliko bo, to je pa dolgo vprašanje, veliko bolj, kot so Italijani pripravljeni poznati.
in sprašuje, da bi bilo zanimivo slišati vaše mnenje o slovenskih krščanskih demokratih, ki so po uspehu slovenskih olimpijcev udarili po slovenskih športnicah. Ja, zdaj vem, na kaj cilja. Zelo dolgo to so skrajneži. Bi pa, kar malo puste, da bom, zdaj še šlo, nič hudega. Torej, tisto, kar sem v Italiji tam rekel, je zdaj že skoraj ne več res. Tako hitro se spreminja ta svet. Kako je bil Vatikan na milijon načinov vpleten v italijansko politiko, res je bil, neverjetno je vplival, ker je bila krščanska demokracija pač nekako, je imela prišepetovalce za vatikanskim obzidjem, danes ne vpliva več. Skoraj nič, bi rekel. V primerjavi z dimenzijami tistih časov, ki so bile gromozanske, danes tega skoraj ni več in se tudi cerkev tam v Italiji zelo drugače obnaša do politike, ker se mora tudi nekako izražati čez več stranka, ker krščanskih demokratov sploh ni več. Skrajna desnica gre ven iz tega kroga, skrajna desnica ni krščanska, tako da v Italiji pač tega ni več, ampak zelo hitro se je to spremenilo. Potem, ko je padel Berlinski zid in ko je potem padla krščanska demokracija, ko so padli tudi komunisti v Italiji, oboje se je razkrojili tako rekoč čez noč. Danes seveda še skušajo vplivati, ampak vsekakor nimajo več odločilnega vpliva. Mario Draghi je njihov kader, recimo, šolan pri jezuitih, ampak je daleč od tega, ko so ga zadnjič hoteli nekaj opozoriti iz cerkve, kaj jim ni všeč, je rekel, mi smo republika in smo civilna družba in jaz sem šef vlade republike in mi smo civilna družba, tako da mene ne klicati. Skratka, Italija, kar to zadeva, je šla 100 korakov naprej v zelo kratkem času. Moje mnenje o zadnjih izjavah, to so pa fundamentalisti, teh pa jaz ne bi absolutno ne primerjal, ne mešal s katoliško cerkvijo in tudi z vlogo cerkve pri nas sploh ne. Ker to so pač skrajneži, jih ne poznam sicer, ampak to so skrajneži, takih skrajnežev imaš lahko vseh barv, kjerkoli v vsaki državi. Taki, ki so majhen po svoje, tako je. To ni. S Twitterjem in drugimi družabnimi omrežji seveda ti ljudje pridejo potem do tega, da zastrupljajo širše ozračje v družbi. To ni pojav družben, to so skrajneži. Morda bi čisto na kratko, še se nema bo počasi tudi časa zmanjkalo, ampak oba imava izkušnjo s tiskovnimi agencijami, kot izjemno pomembni. Jaz sem bil dopisnik agencije, ta prave. Tanjuk je bil še ta prava agencija. Je sodil med velike agencije. Danes bi mu rad to vzeli. Ne, imel je svojo vlogo, ne v notranji politiki, sploh ne. V notranji politiki je bil pač kanal oblasti, recimo. Medtem ko kot mednarodna agencija je bil pa močen z eno najmočnejših mrež dopisniških, z dopisniki, ki so obvladali jezike, ki so poznali razmere in ki so jih objavljali. Jaz se spomnim, ko sem pisal iz Nikaragve, so me objavljali, ne vem, v Dunajskem kurirju, v pariškem Le Monde, v Depreseju tudi, pa v Berlinu, vse posod, v Italiji tudi. Skratka, Tanjuk je imel, ampak Tanjuk je umrl leta 87. Ja. Govorimo o Slovenski tiskovni agenciji in seveda o tem krčevitem prizadevanju sedanje oblasti, da
Na nek način v nekem trenutku je bilo videti, kot da hoče dobesedno streti Slovensko tiskovno agencijo, da se jo pojmujem kot nek stebr naše državnosti. Jaz se tudi prve novice seveda spomnim, ki jo je poslala Slovenska tiskovna agencija v eter. Morda ljudje niti ne vedo... Kaj te bi še Dejan Verčič, ja. Ja, morda ljudje niti ne vedo, zakaj je vloga neke tiskovne agencije v medijskem prostoru tako pomembna, ne? Da se, na primer, oblast tako krčevito prizadeva jo popolnoma podrediti, vzeti pod nadzor, oziroma gre tako daleč, da to doseže na način, da je ne financira in bi jo raje pustila umreti, kot pa, da je ne bi nadzorovala. Ta naša STA je res, jaz bi rekel, kar dragulj, ne. Brez keca, nič... Se strinjam popolnoma. Nič ne pretiravam, ne. Začeli so iz nič z ljudmi, ki so imeli čist mal ali pa nič prakse in so se naučili te obrti, ker tle je veliko obrti, kot pri vsaki drugi stvari. In je bila agencija, jaz sem jo nenehno, tudi v Rimu sem nenehno odpiral, ker sem jo imel pa čez Delovo, ne. Mrežo sem lahko noter, ker je bila res nepristranska, no. Zdaj, če je bila kdaj kakšna novica, ki je šla komu v nos, naj grem. Saj nič hudega. Ampak, da bi šel pa tako agencijo uničevati, to je pa tako nesmiselno. No, to je bil pa prvo zborovanje, ker sem se ga udeležil, jaz ne hodim na nobeno politično zborovanje, na noben pohod. Ampak, ko je šlo za STA, sem pa šel tja pred STA resnično, ne. No, na ta drugi je bilo pa za RTV, pa je prvo bojem je šlo takrat slabo. STA zdaj menda spet oživlja, ne. Pa hvala Bogu, mislim, a je še Barbara Štruklo, se ne vem, se ne spremljam, ona je zelo izjemno na visok, a ni več, na visok nivoj je STA je tudi v tistih najhujših časih, ko so bili brez državnega sofinanciranja, normalno delovala. Normalno delovala. To je bilo izjemno težko, ne. Dihala na škrge, ampak seveda je bilo izjemno težko. To ustane, ne. Zadeve še vedno... zmanjka in... Zadeve tako ali tako še vedno niso urejene do konca, ne. To so neka čudne kupčije, da se je zdaj ta zadeva kolikor toliko pomirila, ne, in je seveda samo vprašanje časa, kdaj bo spet kaj eskaliralo, ker ne vemo zdaj natančno, ali se s podpisom teh pogodb, ne, država oziroma oblast dokončno vpletla v uredniško politiko STA ali se ni. Navzven tega ni videti, ne, ampak zagotovo pa se ni mogla zadeva pomiriti samo s tem, ko je odšel direktor. Če je bil pa ves čas problem sam direktor, bi pa to lahko rešili zdavnaj. Pa da bi bila talka vsega tega agencija, čeprav seveda, ko enkrat vidiš, da gredo oblastniki primerjati dan, ne, ko je bil objavljen intervju z reperjem Zlatkom, ne, na drugi strani pa mislim, da je bil samo predsednik vlade nekje v Prekmurju na obisku, ali je bil tudi Orban, ne, in potem primerjajo dolžino prispevka o tistem obisku tam v Prekmurju z intervjujem s tem reperjem, ne. Ne vedoč, da sta to popolnoma dve različni zvrsti. Hruška pa jabolka, ja. Torej, da vendarle ni šlo samo za direktorja, seveda, ampak da jim je šlo v nos še marsikaj drugega. Je pa res, da seveda tiskovna agencija vse povsod, ne bo to pri nas ali kjerkoli, ima dnevni vpliv na ostale medije, ne. Ampak se ima z informacijami, se nima komentarjev. Ne, ampak že z izborom informacij, ki jih bo plasirala, nekako... No, ampak vse to so profesionalci, ki dajo tisto, kar je relevantno, ne. Sej, jaz mislim, da vendarle niso amaterji, ne dajo stvari
navijaško. No, saj jaz STA spremljam vsak dan. Zato je bila tendenca, in jaz verjamem, da je ta tleča tendenca še vedno, da se usmeri tiskovno agencijo, katere informacije bo podajala. To je v bistvu na ta način, pa seveda tudi potem sama tiskovna agencija vpliva na ostale medije. Takih agencij, na katere vplivajo, je v državah zlasti tretjega sveta. Jaz sem bil nekaj časa glavni urednik pa direktor pula neuvrščenih držav. Sem spoznal take agencije, ki so bile popolnoma usmerjene, ampak STA vsekakor ni ena od teh, nikakor ne. Jaz jo spremljam od začetka, to se pravi 30 let, in jo še zdaj vsak dan preberem. Imam pač to priliko, da jo lahko cel servis vidim. Ja, tako bo počas verjetno morala zaključiti najin pogovor. Zdaj bom še eno pohvalo preberiva, da a tisle pa ne bom jaz bral, to pa kvečem tisti, ki naj spremlja. Bom jaz prebral, da je gospa Dragica Zimec izrekla vso pohvalo gospodu Tonetu Hočevarju kot enemu najboljših, nepristranskih, modrih, pametnih vizionarjev v novinarstvu. Hvala, gospod, za vaše poročanje in čestitam, nikoli niste lobirali za nobeno politiko. Verjamem, da je zelo prijetno slišati takšno pohvalo in se seveda tudi gospe Dragici Zimec zahvaljujem, da je to mnenje delila z nami. Jaz moram reči, da seveda to mnenje delim tudi z njo, ker gospoda Toneta Hočevarja izredno cenim kot novinarja. Ampak dajte mi povedati za konec, da malo razvedriva še ljudi, glede na to, da sva govorila predvsem seveda o razmerah na RTV-ju, kar je na nek način logično, da naj jo je zapeljalo v te vode. Sva že ugotovila že na začetku, da vendarle igrajo tudi svoje tudi čustva, ker sva bila dolga leta oba tam. Jaz sem na temu RTV-ju še vedno privržen. In tudi še sodelujem, kadar me povabijo, ampak jasno, da bom zmeraj jo jemal kot svojo hišo. Seveda. Po toliko letih, vse je normalno. Tudi če kjero rečem čez nje, to ne pomeni, da jih ne maram več. Je dobronamerno, vse v dobronamernosti. Ampak tole sem hotel reči, morda se vas bo kdo spomnil še iz tistih časov naše osamosvojitvene vojne. Jaz seveda imam to podobo še vedno pred sabo, ko je bil tale alarm za letalski napad in ste se pojavili v trenirki kot voditelj TV Dnevnika v Anorak. Kako je prišlo do tistega? Deliva to z ljudmi, ki naj jo gledajo. Takrat smo končno dobili air conditioning desk, prej ga ni bilo, potem je pa Jure Pengov, ki je rekel, da bo stavkal, če ne bomo dobili air conditioner. To je bilo malo pred tem. Smo tisti air condition dobili in takrat smo bili po cel dan noter. In jaz sem imel s seboj en Elanov anorak, ki je bil kar skozi tam zraven. In kadar me je zebel, sem ga dal čez majico, da me ni zebel, in ko je bil alarm, se je nekako vedel, da jaz takrat glede na izkušnje, ker sem jih imel, jaz sem takih alarmov doživel na Kubi, pa v Nikaragvi, pa v Salvadorju, pa ne vem, v Guatemali, velik. In sem tudi zvoke ločil, kako avion leti, pa če šipa poč, zakaj je počela. In se stečem proti svoji pisarni, da se gremo obleči v kravato, pa v suknič, in je Lado Ambrožič rekel, teč dol, pusto, se boš pol preoblekel, zdaj pa dol, pa takoj začni, pa je takoj uživo, in sem šel dol za par minut, smo rekli, pa je pa to trajalo, ne vem, 4 ure ali koliko, nekaj ur sem bil noter, pa je pa to vstal in celo iz muzeja so pol
poklicali, če ti sprnesem tisti anorak, pa ga ne najdemo doma. Ja, to so spomini na tisto obdobje, tudi jaz sem šel prvi dan po tej agresiji JLA na Slovenijo v studio ob 7 zjutraj, druga jutranja kronika je bila, in potem seveda te oddaje ni bilo več konec, in smo jo potem kar pretopili v dopoldanski dnevnik, pa še naprej, ne vem koliko ur potem bil v tistem studiu. Je pa res, da smo med letalskim napadom, ne napadom, alarmom, se popravljam, prebijanjem zvočnega zidu nad Ljubljanskim gradom, tega se verjetno spomnite. Ja, forsiranje je bilo to je ena stopna prej. Seveda, mi smo imeli takrat navodilo, da v takih primerih gremo vsi z oklenišče, trije nismo šli. Tudi tam je šla vsi, razen mene, pa Angelce Veselka je bila tajnica in tajnica režija in realizatorka, vse v eni osebi, pa kamerman. Trije nismo šli, še vedno pomnim Štefana Graha in Maco Švabič, kako smo pod tem alarmom delali dogodke in odmeve. Ljudje so bili v zakloniščih, ampak dogodki in odmevi so išli tudi pod alarmom. To nam je bilo popolnoma jasno in takrat nismo razmišljali, to je normalno, kaj bo z nami. Drugače, jaz sem pa teh alarmov res doživel veliko. Začetka so bili zelo neprijetni, ker smo jih, Američani so nad Havano leteli s tistimi nevidnimi letali tudi 2-krat na teden, v enem obdobju, in je to pokal kot hudič, en cajt se mečeš po tleh, ko misliš, pa se pa navadiš, se pa ne sekiraš več, veš pa, da je to forsiranje, stopnja pred prebijanjem zvočnega zidu, in v Nikaragvi sem pa to tudi doživel nekajkrat. Tam je bilo pa bolj neprijetno, ne vem, kako so to delali, pa s kakšnimi letali, ampak je bolj pokal, pa bolj so šipe pokale, pa, ker to, če je večje steklo, to poči, to je skoraj tako kot pri orkanu, ko veter zapiha, če nimaš prelepljenih stekel, počijo. Začela sva z vojno v Ukrajini, zdaj sva obudila nekaj spominov. Zdaj sva pa, ampak to spomini je lepš kot pa to, kar je zdaj. Lahko samo želiva, da nam vsem skupaj ne bi bilo treba tega nikoli več doživljati, niti nam, niti našim zanamcem. Ampak je pa po 60 letih se dogaja nekaj podobnega zdaj v Ukrajini. Kuba 62, takle čas, se je začel oktobra, se je nekako nehal, Ukrajina pa danes. Pa obakrat so bili Rusi zelo aktivno zraven, tam so pripeljali na Kubo jedrske konice pa rakete, 24 platform so imeli za raketne rampe, 48 raketnih ramp je bilo tam, to je jasno, da so Američani takrat znoreli, to je približno tako, kot če bi to postavil v Mehiko, ne na Kubo, tudi, to, ker so pa zdajle hoteli, je pa seveda Rusi naredili še hujše, so pa not udarili. Tam niso mogli, tam so prisilili Američani Ruse, da so umaknili, tokrat pa niso mogli. Jaz sem na začetku pozabil omeniti, pa mislim, da še ni prepozno, da je seveda gospod Tone Hočevar tudi pisatelj. Ste svoje novinarsko pot popisali v knjige, ampak zakaj? V večjih knjigah, ampak zakaj je naslov Skušnjave, te knjige, ki je danes tukaj pred nama? Kaj pomeni to zdaj v povezavi z novinarstvom? V kakšni skušnjavi je novinar? Torej, te skušnjave nimajo zveze, nič glede na to, da sem v Vatikanu bil dopisnik, nič s skušnjavami po verski plati. Tle gre za skušnjave, ki se ti pojavljajo nenehno kot novinarju, ne samo tam, kjerkoli. Kako se bo šlo tudi teme, ne mislim o politiki, politikov ne šparam. To je druga stvar. Politik je tam zato, da ga obdelaš, pa ne ti pa odgovori, ker do politikov kot spraševalc nisem bil nikoli zelo prijazen.
Do tistih, ki pa niso bili politiki, pa ja. In pri ljudeh, ki niso politiki, so skušnjave nenehno navzoče, a boš človeku, ki ga izpostaviš, ne, mu lahko škodiš. Ne. In to so te skušnjave, ki jih moraš imeti nenehno pred seboj. Ne samo takrat, ko sem z gverilci hodil po hribih v Salvadorju in se moral vsakega vprašati, a greš ti kdaj ven iz tega območja na drugo stran, recimo v Honduras. Ne? In če je rekel ja, potem tudi slučajno ga nisem fotografiral, ker bi lahko moj film nekdo dobil in bi imel tega človeka na sliki. No, to so te skušnjave in tudi zgodbe o teh ljudeh, ne, morajo biti zmeri prilagojene temu, da mora biti ta človek, o katerem pišeš, še naprej varen in živ. Ne. To so te skušnjave. Jaz sem imel tega kar dost, pa naj bo v Afriki ali pa v Latinski Ameriki, no v Rimu, ne, Rim je čisto nekaj drugega. Ne. Ampak vseeno, to je pomembno. Ne. Moraš pa tudi pri ljudeh, ki sem jih v Rimu srečeval, gledati na to, a boš korekten, a mu ne boš škodbo. Ne. To pa moraš kot novinar. Ne. To ne pomeni, da je cenzura. To sploh ni cenzura. Ja. Cenzura je, če te oblast cenzurira in te... To je empatija. Ja, to je empatija, to je sočutje, to je enostavno. Enkrat samkrat sem ga na televiziji polomil, ker so mi napak povedali, koga so mi pripeljali, nisem ga pa prej poznal in jaz tega gospoda obdelujem tam, vidim, da se poti skuša odgovarjati, na kar jaz se mi je zdel, da nekaj tam narobi, ne. Da hoče biti korekten, pa prav, ampak da ne paše čisto zraven. Pa sem ga pa vprašal, kaj vi tam delate, ne? Pa je pa povedal, skratka, on ni bil tisti, ki so mi ga predstavili, je bil pa iz iste branže, iz istega posla, iz iste firme, sam ni bil tisti, ki ga je bilo treba pobuči, ne? Ampak je bil tisti, ki je bil na drugi strani. In pa sva nekako sva speljala, no. Ampak sem si pa za zmeri zapomnil. Bi seveda lahko midva še eno tako oddajo pripeljala v ta studio in bi govorila o psih, ker ste seveda znani, da nam rekel, več kot samo v Sloveniji, tudi kot velik ljubitelj in poznavalec psov. Pesjanar, ja. Po domače pesjanar, ne. Ja. Bova to, tudi tu ste napisali knjigo, bova to kdaj drugič v kakšni drugi priložnosti, ne nazadnje so vas lahko danes že zjutraj videli tudi na nacionalni televiziji oddaji Dobro jutro z vašo psičko, ja. Bernski planšar, ja. Planšarski pas. Ja. Za zdaj pa seveda bova končala. Jaz se vam najlepše, gospod Tone Hočevar, zahvaljujem za obisk pri nas, seveda tudi vsem, ki ste nama prisluhnili. Seveda sva v glavnem govorila o nacionalni radioteleviziji, odkoder pač oba izhajava, ampak verjetno je tudi, ko govorimo o političnih pritiskih na javni medij, na javne medije v Sloveniji, to takšna nevralgična točka, da je treba vselej znova o njej tudi govoriti. Normalizacija je sicer naše geslo, ne, čaka nas ta normalizacija, ali sva, kakšni so izzivi, sva danes tudi s gospodom Tonetom Hočevarjem nakazala, kakšne so rešitve, ali sva nakazala rešitve ali nisva, ne vem, mislim, da bi bilo preveč samovšečno reči, da sva jih. Eno pa je gotovo, neodvisen nacionalni javni medij je prvi pogoj, da lahko govorimo o svobodi medijev v Sloveniji. In neodvisnost, avtonomnost je mogoče seveda doseči samo s tem, da politiko dokončno udarimo po prstih in da politika pač svojih krempljev po nacionalnem javnem mediju ne sme stegovati. Katerakoli, to mora biti pravzaprav zdaj v prihodnje ta naš izziv in stremenje k rešitvi, da osvobodimo teh političnih spon,
kakršnih koli javno radio televizijo in potem pa naj gre seveda na to pot BBC-ja, jaz si od srca želim, da jo tudi doseže. Tudi če je kot raj italijanski, ki je meni pač najbližje, tudi to je tudi to je v redu. Ne? Torej, hvala lepa vam in seveda bodite na našem LMŠ kanalu tudi prihodnji četrtek ob 18. uri. Lep pozdrav. Svidenje.